Z nami je zdaj nekdanji vršilec dolžnosti direktorja policije Boštjan Lindav v času Golobove vlade, ko je bilo varovanje predsednika vlade preneseno v njegov urad, čemur je že takrat nasprotoval. Gospod Lindav, slišali ste, kaj meni predsednica, ki pravi, da določbe zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, ki pravi, da varovanje predsednika republike zagotavlja policija, ne gre razumeti v smislu, da se varovanje lahko izvaja samo znotraj policije. Kakšno pa je vaše mnenje? Kdo bi moral izvajati varovanje predsednice države? Pravne dileme in vprašanja seveda prepustimo pravnikom oziroma pravnim strokovnjakom. Sam sem pa mnenja, da nekih strokovnih argumentov za tak način organiziranja službe varovanja, kot je bil pod vlado dr. Goloba in zdaj pri predsednici, pač ne obstaja, ker enostavno je Slovenija premajhna država, da bi imela tri enote za varovanje najvišjih predstavnikov države. In kaj je glavni problem sedanjega načina varovanja predsednice republike z varnostnega vidika? Varovanje varovanih oseb ni zgolj vožnja in odpiranje vrat vozil, sprehajanje z oboroženimi varnostniki, ampak je sistem ukrepov operativnih in administrativnih, ki omogoča zagotavljanje varnosti najvišjih predstavnikov države na najvišji ravni. Tako da enostavno ne morem razumeti, kako lahko neko zelo omejeno število teh varnostnikov vse te ukrepe izvaja. Dejstvo je, da policija ima za to usposobljene kadre, ima resurse in enostavno mislim, da si ne moremo privoščiti oziroma ni operativno upravičeno, da imamo, ne vem, 3 enote z tega področja. Kako pa gledate na odgovor predsednice Nataše Pirc Musar za našo oddajo, da je ministru Matozu na prvem srečanju dejala, da ne bo nasprotovala premestitvi policistov, varnostnikov nazaj na urad za varovanje in zaščito, se pravi na policijo, ko se bodo tam razmere ustrezno uredile? Sam osebno ne poznam, kaj je ta trenutek narobe z razmerami v Centru za varovanje in zaščito. Ampak mislim, da to ni razlog za vztrajanje na nekih svojih stališčih. Mislim, da je treba vse skupaj pogledati skozi prizmo učinkovitosti zagotavljanja varnosti in pa učinkovitosti delovanja sistema. In mislim, da tako, kot je ta trenutek sistem postavljen, ni optimalno učinkovit. Glejte, gospod Lindav, prejšnji predsednik vlade Robert Golob si je zaradi nezaupanja v policijo uredil varovanje v svojem uradu. Nataša Pirc Musar je temu sledila. Kaj s takšnim nezaupanjem v policijo, v uradu za varovanje in zaščito so zaposleni policisti? Najvišji predstavniki države sporočajo nam, navadnim državljanom, ki si ne moremo izbirati, kateri policist nas bo obravnaval ali ustavil. Točno to, kar ste povedali, to ustvarja v bistvu nezaupanje v institucijo, v institut policije, ker očitno ocenjujejo, da sistem ne deluje tako dobro, da bi zagotavljal njihovo varnost. In prejšnji predsednik vlade je to tudi javno izrazil, povedal, tako da mislim, da je to jasno sporočilo tudi državljanom. Povejte nam, kakšen bi moral biti potem po vašem mnenju epilog te nesreče z varnostnega vidika? Varovanja pač predsednika vlade, predsednike republike oziroma najvišjih državnih predstavnikov. Moje osebno mnenje je, da je potreben temeljit premislek o trenutni organiziranosti in optimizacija tega, se pravi sprejem ukrepov, ki bo omogočal učinkovitejše, bom rekel, bolj koordinirano delo na tem področju, predvsem pa bo omogočal lažjo fluktuacijo kadra, čeprav vsi vemo, da so varovane osebe tako ali drugače nekako vezane na svoje varnostnike, kar je narobe. Namreč obstajati bi mogel povsem profesionalen kodeks tako na eni in na drugi strani, ker nenazadnje vsi upravljajo samo svoj poklic, tako varnostniki kot varovane osebe,
in ta profesionalizem je meja, ki bi jo mogli spoštovati obe strani. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.